Živijo, dragi moji. Upam, da ste v redu, upam, da se imate lepo, kljub temu, kar skoli se govori. Sam eni te isti maili so napisani glede korone in tako naprej. Upam, da vi živite svoje življenje, da veste, da ste sami kreator svojega življenja in da dejansko karkoli boste naredili v svojem življenju, to boste tudi imeli. Današnji video, sem prepričana, da bo eden izmed najbolj gledanih mojih videov, kar jih imam. Res. Najprej zaradi tega, ker ste en video, ki sem ga kar tako posnela, tako malo tisti moči, ki se mi je dogajalo zjutraj na treningu in potem sem se posnela, vmes je tako gledan in še tako kroži. To je neka tema, ki dejansko spodbuja v vas čustva in o tej temi se je potrebno pogovarjati. Ne? Danes bo tema o denarju. Danes se bomo pogovarjali o denarju. Zato sem prepričana, da bo tako gledan video, ampak se bom tudi držala, rečemo v 10 minutah konec. Res konec. Zato moram priti k bistvu. Kako pa me je spodbudilo to, da se danes dotaknem teme o denarju? Jaz vsak dan preberem komentarje, ki mi jih napišete pod videi, zelo lepo, ko se gledajo tudi stara videa in mi je to tudi všeč, to pomeni se dogaja, ni samo, da človek pogleda zadnjo video in jaz sem prepričana, da tudi vsi vi, ki me spremljate in gledate, ste tisti, ki ste na koraku tega, da rastete ali pa že delate največjo spremembo na sebi. Saj veste, tudi tako je pri meni bilo, se to ne more biti kar od danes na jutri. No, in mi je ena napisala pod en video, komentar, ko sem napisala, delila sem en video, kjer sem pokazala iskrice, kako jih naša zaposlena iz kadrovskega oddelka zalepi te iskrice, da si pa lahko naši sodelavci vzamejo te iskrice, ki pridejo v ponedeljek v službo. In je napisala, kako si lahko bolj srečen, ko vidiš, ko prideš v službo in vidiš iskrice, dobre misli, dobra misel tudi naredi to, da je potem naš dan lepši. In je ena gospa napisala v spodaj, kaj lahko boljšega cash. To pomeni, je videla, da ko mene vidite, vidite denar. To je ful zanimivo, vidite denar. No in ta drugi post, ki me je pripravil do tega, da sem danes odprla video in da sem ga posnela, kar tako, da sem ga posnela, je bil ta drugi post, ko sem dala spet eno iskrico, da živite svoje življenje, dajte ga živeti, ne iti skozi življenje. In mi je ena od spodaj tudi napisala gospa, da ona ne živi, ona se preživlja in je to tudi sprejela. Ok, in sedaj bi začela ta moj video, konkretno o tem. Nekaj me zanima. Kdo je od vas takšen, ki nima rad denarja? Kdo, naprimer, si ne želi imeti denar, da plača lepo položnice, da gre v trgovino in brez težav nakupi vse tisto, kar se mu zalušta? Kdo si, naprimer, ne želi imeti lepega stanovanja? Kdo si ne želi imeti lepega avta? Kdo si ne želi imeti lepih počitnic? Kdo si ne želi imeti, ne vem, bom drugače rekla, ta je dobra, ta je ful dobra. Kdo si ne želi dati otrokom najboljše? Ja, in kaj se nam dogaja? Vsi tisti, ki napišete negativne pod moje komentarje v tem stilu, kao glede denarja in tako naprej, nosite negativno čustvo glede denarja. In ker nosite negativno čustvo glede denarja, v svoje življenje ne privabljate denar, kvečemu ga odbijate. In ste jezni, ljubosumni na ljudi, ki imajo denar, namesto da vzamete ta primer drugače. In bom jaz povedala moj primer. Ja, dragi moji, ja, rečem, da sem bogata, ampak kaj za koga pomeni bogatstvo? Ali to za mene pomeni denar? Mislim, če bi se zdaj primerjala z nekom, ki ima milijone, za njega nisem bogata, ampak tisti, ki pa ima milijone in je še tako bogat, bi pa rekel, lej, res je bogata. Ker gleda na bogatstvo nekaj drugačnega. Vidim pa denar kot svobodo, kot moč, da si lahko privoščim tisto, kar želim, kot nekaj, kar mi daje prosto pot, mi daje svobodo do mojega razmišljanja, do mojega mnenja. Ne
Ne rabim gledati, kaj bojo drugi rekli, pa da bom točno to tudi jaz povedala. Lahko izrazim sebe tako, kot se vidim. In da se zdaj dotaknemo najprej ene teme. Zakaj imam vse to? Sem zadnjič na enem videu, sem tako vedela, da tisti video bo manj gledan, ko govorim o tem, kako sem si zmanifestirala to, kdor sem, in tam vam konkretno povem, kako lahko do tega prijete. Pa vedela sem, evo, to spomeni, sem si ga že sama zmanifestirala. Sej bo gledan, kako bo prišel, tisti bo prišel ful dober, čez nekaj časa. Ampak kot majhna punčka, jaz ne rečem, že od 22. leta živim že. Življenje si privoščim tisto, kar si želim. Ampak kot majhna punčka sem opazovala ljudi, ne vem, ženske, predvsem ženske, ki imajo lepe obleke, lepe avte, lepe aktovke. To sem vam celo tudi napisala notri. To je v knjigi noter napisano. In nisem rekla, wow, ona ima to, ampak sem rekla, wow, a bom jaz tudi enkrat imela to. Jaz sem se videla, da jaz imam to. To je ta moč te vizualizacije, ko si ti to predstavljaš, ko ti sanjaš, da imaš to, ko se ti to dogaja. In ni tako veliko je teh slabih momentov, jaz predvsem mislim, da mediji tudi svoje skreirajo. Jaz se opravičujem vsem mojim novinarjem, vsem mojim novinarkam, ki jih imam res rada. Niste vsi taki, ampak mediji bi mogli malo bolj delati za ljudstvo. In denar ni slab. Denar je nekaj dobrega, da lahko živite svoje sanje. Ampak v vaših glavah si denar predstavljate kot nekaj, ne vem sploh kaj, sploh ne bom govorila o tem. Cilj pa je to, če ne bi bili zavistni nekomu, ki ima denar, bi ga tudi vi imeli in bi prišel do vas. Tako pa ti komentarji, ko so pod moje ali pa pod katerokoli drugo, kaj boš ti govorila, kaj imaš denar in tako naprej, ja pa naj vas vprašam drugače. No? Res naj vas vprašam drugače. Kdo vas lahko oči v denarju, tisti, ki ga ima ali tisti, kateri ga nima? Kdo lahko pove, kaj se mu je zgodilo, skozi kakšne izkušnje je šel, tisti, ki ima denar ali tisti, kateri ga nima? In zdaj vam bom povedala, kako smo mi, jaz sem sigurna, da smo mi zmanifestirali vse nagrade, katere smo dobili. Ampak vam bom dala primer in bom zelo, zelo vesela, če bo kdo od mojih sodelavcev, ko so delali pri nas 2013, 2014, takrat sem se jaz, takrat se je pri meni šele zgodil ta moj preblisk, da ni dovolj imeti samo denar. Denar te ne osreči. Tako da, dragi moji, denar te ne osreči. Denar je higienik, da lahko spoznaš, da lahko delaš na sebi, da lahko vidiš, kaj vse lahko naredi spremembo. Denar nikakor te ne bo osrečil. Koliko lahko vidite ljudi, ko imajo ful veliko denarja, pa niso srečni. Pa vi hlastate, hrepenite potem, pa niso srečni. Pa imate soseda zraven, ki je srečnejši kot vi, pa dela v navadni službi, on in žena in sta presrečna. Tako da res ne, ampak ne obsojati tistega, kar vi nimate. Raje recite, wow, jaz si bi tudi to želel imeti. Zakaj mogoče jaz to imam, ali pa kako sem do tega prišla, pa pustite, prosim vas lepo, z Igorjem živim 16 let. Jaz sem predtem že tudi imela denar. Jaz sem zelo hitro imela svoje stanovanje, tako da ne vem, kako to mislite, da kar priješ z Igorjem, pa kar vse imaš. Ampak kaj je poanta? Že skozi rada družim z ljudmi, ki imajo, in jih sprašujem. Spomnim se, ko sem prišla, ne vem, do Joca, pa sem rekla, Joc, pa kako si ti to ustvaril, to bogatstvo? Pa sem prišla do Škrabca, pa sem njega vprašala, kako je to ustvaril. Pa ne vem, da vam zdaj ne naštevam vse ostale, pa Marjana Batagela. Te vam naštevam, ker jih malo bolj poznate, ampak verjamete, da sem marsikoga drugega, ki ni tako prepoznaven, pa je uspešen, prišla do tega. Pa tudi Iza, kako se ti je to zgodilo? Ful me je zanimala njena zgodba. Kako si prišla do tega? A si že bila takrat razsvetljena? Kaj se ti je dogajalo? Skozi. To meni, z vprašanji prideš do odgovora. Ali s poslušanjem prideš do znanja. Ampak ne do obsojanja. Ne obsojaš ljudi, ne govoriš ljudem, oni niso dovolj vredni, ker imajo denar. Oni so nekaj dobrega naredili, da to imajo. In slej ko prej, ko boste ugotovili, da ko boste dali lepo čustvo na denar, ko si boste rekli, wow, jaz bi si ga tudi želel, pa jaz ga tudi hočem imeti, pa ga bom imel, pa bom to ustvaril,
boste videli, da bo prišel. Če ne prej, naredite to zaradi evo, glih je 10:00, jaz pa še govorim. Naredite to zaradi svojih otrok. Jaz se bom zdaj zahvalila moji mami in mojemu očetu, ker po moje nista tako slabo govorila glede denarja, ampak bolj sta jamrala glede službe in države in tako naprej. Nista pa nikoli po moje govorila tako slabo glede denarja, ampak sta mi skozi govorila, toliko koliko bo zaslužila, to boš imela. In zato mi tudi ni bil problem delati 3 službe, res ne. Ja, hvala vsem tistim, ki se me še spomnite in me vedno lahko z veseljem pozdravite, ker se vas spomnim, tako da nič ne mislite, da sem zdaj kaj drugačna, ker sem pač, to, kar sem. To, kar sem, pa sem ponosna na to, kdor sem. No, ampak dajte to zaradi svojih otrok narediti. Da ne boste enak vzorec prenesli na svoje otroke. Če vi danes govorite, ja, odkot ima on, jaz se spomnim mojega otroka, ki je prišel v 1. razred osnovne šole, imam zelo skromne otroke. Če bi tisti, ki jih poznajo, lahko rečejo čisto iskreno, da sta res ta skromna. To ni nekih, dobro, zdaj še, dajmo še pustiti, da še ostanete takšna, kot sta. Čeprav ne bi pa zdaj želela, da sta preveč skromna, ker pa nimate apetitov. In se spomnim, da je prišel moj sin v 1. razredu, pa rekel, mami, a smo mi res bogati kot svinje? Pa sem jaz rekla, se tudi ta oseba mogoče me gleda in ve, da vem, da je to prišlo, da to ne prije to od otrok, to prije od staršev. In potem se je skozi obremenjeval s tem, a smo, a nismo, in potem sem mu povedala, da nismo zdaj ful bogati, ampak lahko si pa privoščimo tisto, kar si želimo, ampak v tem stilu. In kaj je poanta, da mu je to tako ostalo, da v tem res mu je ostalo in lej, pač želi živeti v svojem svetu, zato ker pravi, da je tam lepši, da ne bi zdaj, ne bi rad in tudi se ne duva in nima tega in je skromen, res je skromen. No, jaz, hvala Bogu, imam take otroke, da niste tako, da kar trošita. No, ampak vrnemo se nazaj k bistvu. Ko boste prišli do točke, ko ne boste obsojali ljudi, ki imajo denar in ko boste rekli, wow, kako je on prišel do tega, a se lahko kaj od njega naučim. In ko boste denar videli, da je to neko sredstvo za doseganje vaših novih ciljev, vaših novih želja, to pomeni tega, da boste vi izpopolnjeni, takrat boste videli, da je fajn imeti denar. In če sem iskrena, kar zdaj govorim, ja, jaz sem hlastala za denarjem. A me zdaj slišite? Ja. Mogoče zaradi tega, da danes lahko živim to, kdor sem. In se spomnim nazaj, ja, skozi sem hotela imeti boljši avto, boljšo oblačila, vse se mi je moglo dogajati. Zdaj, a veste, se prav čutim energijo. A res? Ja, govorim resnico. Ampak jaz sem nekje, zdaj, eni 6-7 let, ko sem povedala, takrat sem se šele prvi srečala z meditacijo, prvi sem se srečala, da sem začela poslušati te guruje, kateri so, kaj se dogaja. Mislim, da je bil pa prvi guru, ki je zame res guru, je bil Richard Branson. On je bil vrhunski, ko sem dobila knjigo Kako sem izgubil nedolžnost. Mislim, da je ta knjiga name naredila največji preklop. Potem pa vsi ti guruji, ki jih mi tudi poznamo, Tony Robbins, Robin Sharma, ne vem, in še to. Ja, in ta druga, katera je bila Louisa Hay. Louisa Hay je pa naredila to, da je moj mindset, ki je bil včasih negativen, mogoče podoben vašim, tisti, ki obsojate. Zato pravim, hudo mi je za vas, ker nisem huda na vas, ko napišete, ampak mi je hudo za vas, ker bi vam želela povedati, spremenite to, ker se bo spremenilo tudi potem vaše videnje do vsega sveta. In prvo boste to tudi dali otrokom. Najhuje mi je takrat, ko vidim, če je katera mamica, ko grem pogledat, ko napiše komentar, ker me zanima. Normalno, da to boli, se to ni tako, da rečeš, Samo da greš pogledat, in pol, ko vidim, da je mamica, me takrat najbolj zaboli. Pa si mislim, draga moja, kakšno sporočilo boš dala svojim otrokom, ali boš ti šla skozi to zgodbo, pa pol tudi oni. In sem hotela nekaj deliti. No, in takrat, ko sem se prvi spoznala s tem, dragi moji sodelavci, če ste pri volji, pa če boste tako prijazni, bom vesela, če boste komentirali v spodaj. 2013 sem se s tem začela ukvarjati, s temi manifestacijami, meditacijami in tako naprej. In sem rekla, dajte si napisati, kakšne plače hočete imeti. Pa dajte si zalepiti na ekran, da hočete imeti tako plačo. Seveda so me vsi čudni gledali, tako in tako, vedno so me čudno gledali, ker sem vse novo
prinašala znanje, ki sem ga dobila, sem ga takoj želela deliti najprej z mojo družino, potem pa z mojimi sodelavci. In res se mi zdi, da je to nekaj takega, da bi še vedno to rada počnem. Takoj, ko dobim neke iskrice, polno, takoj pokličem Robi, Bart, dajmo to pa to podiskutirati. Nam je všeč, no? Če slišite, če pa ne, pa tudi ne silim, ni potrebe. No in zdaj vam povedala, ko sem to takrat začela delati, zato hočem povedati, da sem tudi jaz klastala, da sem danes tukaj, kjer sem. Denar te ne usrečuje, je pa sredstvo za doseganje nekih tvojih drugih ciljev. Zato ni nič narobe, če si želite denarja. Nič ni narobe. Zaradi tega, ker kdo pravi, da se ne bi peljal v dobrem avtu? Samo ne bom rekla, vsak bi se rad peljal, ampak tisti, ki reče, absolutno me to ne zanima, lej, si sam prinašaš, da ga ne boš vozil. Če pa rečeš, lej, ok, dober avto, jaz si ga mogoče še ne morem privoščiti, ampak bi ga imel, pa si ga bom enkrat tudi privoščil, ga boš dobil, garantirano. Ker vse to, kar sem želela, imam. Vse imam, čisto vse imam. Dobro, nimam še pa mojih novih želj, moje nove šole, ker pozdravlja vas, da boste srečni. Nimam, če se spomnite, sem hotela imeti igračke, tisti, ki se spomnite lesenih igrač, pa te bom tudi imela, vse v pravem času. So projekti, ki so ostali nekako zamrznjeni, ki so se odprli, pa so bili mogoče preuranjeni, pa smo jih potem zaprli, ampak vse to bo prišlo na plan. In vse to vem. Zakaj? Ker vse, karkoli sem si napisala na list, če bi lahko delila z vami moje manifestacije, so se mi vse uresničile. Čisto vsaka, do sedaj. Seveda nastane blokada, ko me kdo vpraša, si ti zdaj skozi srečna. Ne, dragi moji, tudi meni se zgodi, še vedno se pri meni pojavi vzorec manj vrednosti, ampak takrat vem, da se mi pojavi in grem meditirati in grem narediti in grem skozi to fazo, ampak se zavedam, da se mi je pojavil in zakaj se mi je pojavil. Tako da delam na sebi. Ko boste začeli delati na sebi, šele takrat naredite prvi korak naprej. Drugo ne, drugo greste skozi življenje. Evo, zdaj pa naj se dotaknem tega, ker je že 17 minut, pa sem nekaj 10 minut. V letu 2013, ko sem se začela ukvarjati s tem, sem rekla, dajte si napisati višjo plačo, dajte si napisati, da bomo imeli več prihodkov in naj vam povem. V letu 2013 smo imeli 24 milijonov, v letu 2014 pa 29 milijonov 300. Iz 24 milijonov 100 na 29 300. Lepo, 5 milijonov smo naredili. To je bilo, mislim, da najbolj tako leto, ko sem takrat me je še neslo in me je peljalo tja. In tako konča moja misel. Ne branite se denarja. Ne branite se denarja, ker ko boste imeli denar, boste lahko živeli to, kar želite. Ne delati tega, da kritizirate tiste, ki imajo denar, obsojate, kvečemu se učite od njih, tako kot sem vam povedala primer. Ne govoriti, da ne morate imeti višje plače, ker je lahko imate. Sam je potrebno reči, bom dobila boljšo službo, bom dobila povišico, bom dobila nagrado, dobim, imam. Izhajajte iz tega, da je vse dobro. In ko bo dobro, bo tudi prišlo. Saj vem, da mogoče vam deluje smešno, ampak imate cel kup gurujev, ki vas učijo to. In ker so oni pokazali, ena izmed takih, ki se jo spomnim 5 let nazaj, sem skupaj z njo bila na enem dogodku, je bila Ana Bučevič. In ko se spomnim na tem dogodku, je razlagala, da ni imela nič ne za kruh, ne res nič, položnice, izključil in gol dol, ampak ta mi ni tako potegnala, ker se mi je zdelo preveč tega ameriškega sistema, in še moje prepričanje, da najprej moram, jaz prvo pogledam, kaj oseba ima, pa pol začnem delati, ampak danes ona res živi srečno življenje, danes izsledi množice ljudi. In ona danes ljudem je pokazala, kako se to res da. In zadnjič se mi je zgodilo, da sem šla na kožlju in sem jo imela noter, ne vem, kak je bilo po enem mojemu videu, mislim video, kaj ga poslušam, je ona prišla od zadaj in sem jo poslušala. Vsaka, pa daj naj mi pove in je res dobra. In pravim, če nočete mene poslušati, ker pač mislite, da imam denar, pejte takim, ko niso imeli nič, pa kdo so danes. Pa danes so guruji, ne da dela množica za njih. Kaj je bil Tony Robbins? Poslušajte ga, danes je milijarder. Cel kup jih je, ne smem jih sploh naštevati, ker najdite jih, naj vas potegnejo in naj grejo tja. Ampak
ne se braniti tega in ne kritizirati ljudi, ki to imajo. Ker ti ljudje, ki to imajo, oni vas lahko naučijo. Tako kot jaz sem tudi enkrat vmes rekla, da pač se lahko učim od tistega, ki ima nekaj več, kot imam jaz. Ker če imam manj kot jaz, danes rečem drugače. Na določenih področjih pač so take teme, se pojdi tam učiti, ker to znanje potrebuješ. Bom pa še enkrat povedala, kdo vas bo učil denarju, a tisti, ki nima denarja, ali tisti, ki ima denar. Ampak tisti, ko vas bo učil denarju, vas bo tudi naučil, da spoštujete ljudi, ki imajo denar, da spoštujete sebe, ker edino tako, ga boste tudi dobili. Evo, to je to 20 minut, 10 minut sem bila predolga. Upam, da vam bo video všeč, upam, da se boste zavedali, da raje vlagajte vase. Ne morete nikogar drugega spremeniti kot sebe. Bolj, ko boste delali na sebi, bolj srečni boste vi sami, vaši otroci, posledično vaš partner v vsakem primeru, ali partnerica, da ne bo pomote, ker tudi hvala, dragi moški, ker me tudi vi nekateri spremljate. In predvsem, kar boste tudi take ljudi privlačili v svoje življenje. Tako da res vam želim srečno, sprejmite denar kot nekaj dobrega, sprejmite, da je fajn, da ga boste imeli in da boste lahko potem živeli svoje cilje. Ne vem, postavite si pa raje mogoče to kot eno tako nagrado, da rečete, ja, hočem imeti denar, zato da bom lahko pol delal, ampak boste zdaj delali zraven. Evo, toliko za enkrat, tako da jaz sem srečna, sem izpopolnjena, sem bogata, evo, samo kaj za koga pomeni bogato, tudi imam denar, lahko si privoščim, bom tudi rekla, da vozim krasen avto in ne samo to. To je to in to vam lahko dam. In tisti, ki to čutijo, tisti to hočejo. Tisti, ki pa mislijo, da mi izkoriščamo druge, zato da imamo denar, tisti pa denar do njih ne bo prišel. Evo, toliko za enkrat. Hvala. Prosim komentarje, karkoli napišite, kako vidite, kako se srečujete s tem denarjem. Tako rada bi vam še kako temo delila glede na denar, ker tema denarja je res ena taka tabu tema, ki se jo ljudje ne radi pogovarjajo o njej. Lahko noč. Čau, čau.